Živijo, dame in gospodje, dobrodošli nazaj na kanalu The Sweet Tech TV. Danes z vami Andraž v solo izvedbi, ker se je Davor odločil, da bo imel prosti dan. Jaz pa ga moram počasi nadoknaditi s svojimi solo projekti. In odlična priložnost, da začnem svoj solo video, je, da predstavim Huawei P40 Pro, ki ima na papirju odlične lastnosti, odlične specifikacije, ampak ima eno ogromno hibo. In ta video vam bom pomagal odgovoriti na vprašanje, ali naj bo Huawei P40 Pro vaš naslednji mobilnik ali ne. Bomo videli. Najprej eno kratko obvestilo glede stanja najinih mikrofonov. Ja, še vedno so na poti, čakava že en mesec in se zavedava, da audio na najinih posnetkih ni največji kakovosti, ampak obljubiva takoj, ko dobiva, se bo stanje izboljšalo. Tako da, prosiva, malo še potrpite z nama. Prosim, še en video, mogoče dva. Hvala, zlati ste. No, zdaj pa gremo kar na sam dizajn Huawei P40 Pro. Na kratko, po mojem osebnem mnenju, zelo lep je ta dizajn. In sicer aluminijasti robovi so lepo brušeni industrijsko, lepo se prilega v samo dlan, nimam kakšnih večjih težav. Sicer Huawei je v svojem promocijskem materialu govoril o tem, da se ekran priliva čez rob, kot se voda priliva čez napolnjen kozarec. Ne vem, če bi se jih strinjal s tem. Ne gre čisto do roba oziroma čez. Še zmeraj zavzame ogromno prostora ta zaslon, še zmeraj odlična gledljivost, 6,58-inčni OLED zaslon, 90 Hz, torej osvežitev ni tako visoka kot je recimo pri Samsung Galaxy S20 liniji, ampak še zmeraj, ko boste drseli z njim po menijih, odpirali aplikacije, boste dobili občutek, da stvar leti. Tako da, nobenih težav iz moje strani. Lepa je tudi hrbtna stran, in sicer kot vidite, mat finish, ne pušča tako ogromno prstnih odtisov, ampak še zmeraj, če sem iskren in če ste pametni, prosim, dajte ta telefon v zaščitni ovoj, pa sprednje zaščitno steklo, res splača se vam, ker če vam pade na tla, ohoho. Kot ste najbrž opazili, ima ogromen modul za 4 kamere, ki izgleda kot rakava tvorba. Ni ravno najlepša, ampak še zmeraj lepša kot pri Samsung Galaxy S20. Meni osebno. Vi presodite, če je tudi vam. Razen tega, kakšnih hudih kompromisov na tem telefonu ni, razen te čudne stvari tukaj v levem zgornjem kotu, in to je kamera. V bistvu so to 3 kamere. In sicer navadna kamera, senzor za globinsko snemanje in pa infrardeči senzor. Huawei trdi, da ne bi to omogočilo varno 3D skeniranje, ko odpirate svoj telefon. Zdaj, tukaj pride do kompromisa. Hočete varno odklepanje in pa večjo Viagro v levem zgornjem kotu, ali hočete manj varno 2D odklepanje, ki vam bo sicer dalo manjšo kamero na sredi zaslona oziroma na vrhu zaslona, ampak ne vem, sami presodite. Meni osebno ne moti, ampak verjamem, da marsikoga bi. Če nadaljujemo naprej, pridemo na področje, kjer je Huawei tradicionalno najmočnejši. In to so kamere, kot sem že rekel, 4 kamere odzadaj na modulu. In kaj te kamere predstavljajo? Kot ponavadi, ena kamera je v bistvu širokokotna leča, ki zajame 120 stopinj, tradicionalno strani Huaweia, nobenih presenečenj letos. Potem imamo glavno kamero, 50 megapikslov, bistveno manj kot 108 megapikslov pri Samsung Galaxy 20 liniji, ampak, da ne bo kakšne pomote, slike, oziroma fotografije, ki jih ta stvar proizvede, so božanske. Ogromno podrobnosti ostane,
ostre, niso pretirano nasičene, z Davorjem so bila z njimi zelo zadovoljna. Ampak še bolj zadovoljna sta bila z nočnim načinom. Kirin 990 5G čip, ki je v tej stvarci, v povezavi z umetno inteligenco proizvede fotografije, ki so, ne vem kako ne rečem, kot da bi bile pač slikane sredi belega dne, kar bo sicer nekaterim bolj všeč, drugim malo manj, ampak iz tehničnega vidika neverjetno. In poleg tega imamo potem še 5-kratni optični zoom, 12 megapikslov telefoto kamere, zopet izjemna fotografija v primerjavi z S20, ko povečate oziroma ko povečujete, ohrani podrobnosti. In ker ohranite podrobnosti, tudi ko povečate, to se pravi s prsti, še zmeraj ogromno informacij in slika se ne popači. Še četrta leča, ki sem jo pozabil omeniti, pa meri oddaljenost objektov od same leče, kar vam daje to globino, ko delate ta bokeh efekt na portretnem načinu. Tako da še zmeraj odlična ločitev objektov od leče, lepo zaokrožena kamera, sigurno boste dobili največ za svoj denar. Nobenih težav iz te smeri. Potem so še ostale tehnične podrobnosti, pojdimo hitro skozi. V škatli s to stvarjo dobite 40-vatni polnilec, ki vam zelo hitro napolni telefon. In pa, pazite to, če imate primeren brezžični polnilec, 40-vatno brezžično polnjenje. Zakaj se smejem ob tem? Ker iPhone-i dajo ob iPhone 11 Pro v škatlo 18-vatni polnilec. 18-vatni navadni kabelski polnilec. Samo toliko, da smo si nejasni. To je ogromno. Ta stvar nima stereo zvočnikov, še to sem pozabil omeniti. En zvočnik na dnu. Na vrhu gor pa v bistvu se projicira zvok s pomočjo vibracij pod zaslonom. Wow, what? Ampak še to takrat, ko upravljate telefonske klice, ko telefon pristavite zraven na uho. Drugače, ni stereo zvočnikov, ni stereo efekta, kot je recimo pri drugih premijskih napravah v tej kategoriji. Presodite, koliko vam je to pomembno, meni osebno kar precej za tak denar. Sicer pa, telefon ima certifikat IP68, vodotesen proti prahu in ima tudi 4200 mAh baterijo z odlično optimizacijo na tem telefonu. Sigurno vam bo baterija trajala dan pa pol, brez težav, zaupajte Huawei-ju. Še to, dobite zraven tudi podporo za 5G, če hočete imeti za prihodnost, da ste zazihrani. In pa dobite v izvedbi 8 GB ali 12 GB RAM-a in pa 128 GB notranjega pomnilnika ali 256 GB notranjega pomnilnika, s tem, da lahko razširite s pomočjo Huawei nano spominske kartice. Torej, veliko boste dobili za svoj denar. Ne boste pa dobili vsega. In to je zadnja točka tega videa. O tem se bomo pogovarjali še v prihajajočih videih. In sicer o odsotnosti GMS-a ali Googlovih mobilnih storitev. Kaj to pomeni na kratko? Najbolj osnovno, na tem telefonu ni prednaloženih aplikacij, kot so YouTube, Gmail, Chrome in druge aplikacije, ki so vam ponavadi znane. Zdaj, na splošno s tem ni težav, ker to lahko rešite s pomočjo tega, da naložite aplikacije iz APK Mirror ali APK Pure, ki so druge trgovine poleg Google Play Store, in to boste dobili na svoje telefone. Koliko boste dobili posodobitev, verjetno ne veliko, tudi varnostne vprašanja se v tem porajajo, ampak na splošno lahko to zrihtate. Problem je, da so druge aplikacije, ki jih uporabljate v vsakdanjem življenju, ki potrebujejo Google Mobile Services. In te, žal, niso podprte. In ker niso podprte, se je že zgodilo, da so ljudje začeli vračati nazaj ta telefon. Ne glede na to, kako zelo dober je, ker se ljudem ali se jim ne da ukvarjati s tem, da bodo naložili te aplikacije, ali pa preprosto
ne dobijo vsega za ta denar. Zato, komu priporočam ta telefon? Dvema skupinama ljudi. Tisti, ki vam, po domače rečeno, dol visi ali imate Google aplikacije, in pa tisti, ki ste paranoični in se hočete Google tako ali tako losati. V obeh primerih jaz ne bi plačal polne cene za ta telefon, ker hočeš nočeš, so te aplikacije in GMS storitve del Androida in brez njih ima telefon avtomatično nižjo ceno. V pravi Huawei tako pač je. Počakajte, da pade cena, pogledajte si še druge telefone. Ta telefon je izvrsten, ampak hiba je pač res zelo, zelo velika. To je to z moje strani za prvi video. Povejte, kaj vi mislite? Bi vzeli ta telefon tudi brez GMS storitev ali ne? Povejte nam dol v komentarjih in pa seveda všečkajte ta video, sledite nam na YouTubeu, na en kanal, itak, Instagramu, Facebooku, Twitterju, veliko novih videov v prihodnosti. Se vidimo, lep pozdrav, živite dalje.